Kratek je premor med eno in drugo sezono za najboljšega kolesarja zemeljske oble. Svet vrhunskega športa je krut. Če bi kakšen teden predolgo spal na lovorikah, bi Tadeja Pogačarja zgrabila bojazen, da ga lahko konkurenca ujame. Zato je po kratkem dopustu že zastavil treninge, ki so usmerjeni v sezono 2025. Starejši, ko rotujem, zdi se mi, da prehitro mine ta off-season ampak smo probali uživati do maksimuma in zdaj pa spet nazaj na resne zadeve. Res moraš imeti rad ta izjemno naporen šport, da si mesec dni po zadnji zmagi že nazaj v tako imenovanih resnih zadevah. Vmes je še podaljšal pogodbo s svojim moštvom Emiratov, s katerim bo ostal najmanj do konca leta 2030. Po ugibanju tujih medijev se je njegova letna plača povečala na 8 milijonov evrov, s čimer se je prebil na 3. mesto trenutno najbolj plačanih slovenskih športnikov za Luko Dončićem in Janom Oblakom. Toda Pogačarja v tej fazi kariere bolj kot številka na pogodbi zanima, da so v njej tisti členi, ki mu omogočajo, da ob kolesarstvu ohrani tudi kaj svojega življenja in kakšen prost dan brez katerekoli obveznosti. Če imaš tako možnost kot jaz, da lahko si malenko zmišljuješ pri pogodbah, moraš vedno gledati na to, da ti je čim bolj udobno in v ekipi in tudi izven ekipe, tako da moraš, zdaj v parih letih nekako že vem, kaj mi paše in kaj potrebujem in v pogodbo se lahko to zahteva, ampak včasih to ni zastonj. Seveda je program dirk za sezono 2025 v glavi bolj ali manj že sestavljen, vendar ker je to domena moštva, o tem ne bodo podrobno govorili pred decembrskim skupnim pripravljalnim taborom v Španiji. Tadej Pogačar vseeno okvirno že lahko predstavi svoj tekmovalni koledar. Tako kot vsako leto za moj program smo kar dosti fleksibilni, ampak UAE Tour mogoče je to tista za štart primerna dirka, domača dirka ekipe, tako da bomo videli, kako se bomo zmenili decembra. Prvi tekmovalni dan svetovnega prvaka v novi sezoni naj bi torej bil 17. februarja na dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer domuje njegovo moštvo in kamor se po 2 letih premora vrača, zato da naredi kljukico in izpolni želje delodajalca. Kje bo v nadaljevanju sezone nabiral kilometre na etapnih dirkah, še ni znano. Jasno je, da bo odpeljal nekaj enodnevnih klasik, predvsem lovi spomenik Milano-San Remo. V nadaljevanju pa se bo že bližal poletni vrhunec sezone dirka po Franciji. Po nedavni predstavitvi trase je bilo nekaj ugibanj, da je ta sestavljena tako, da Pogačarju čim bolj zagreni življenje. Vključeni so namreč 3 vzponi, na katerih je imel težave v minulih letih. Organizator si slej ko prej želi, da ne bi nekdo prevladoval tako izrazito kot letos. Toda 3-kratni zmagovalec Tura meni, da ne moreš sestaviti trase tako, da nekemu favoritu ustreza in drugemu ne. Mislim, da vsako leto se špekulira, za koga je proga sestavljena, za koga je najbolj pisana koža, ampak jaz vedno gledam na Grand Tour, je 21 dni. Ne moreš neki drugač pesem, kot nekih za šprinterjev, nekih kronometrov in gorskih etap, tako da zame je vsaka trasa Tura bolj kot ne ista, ne moreš iti na Luno, moraš ostati v Franciji, iti na vse te prelaze, ne moreš narediti 21 dni samo vsak dan kronometer ali pa kaj tasga, tako da stil dirke je vsak let bolj kot ne isti, tako da moraš biti pripravljen na vse in tudi naslednje leto je. Mogoče so dali tiste 3 vzpone, kjer nisem blestel v preteklosti, mogoče me hoče spet potestirati malo, ampak to sam vrže še malo še več na ogenj, tako da. Decembra bo moštvo Emiratov opravilo skupne intenzivne priprave v topli Španiji. 10. decembra bo v bližini Alicanteja medijski dan, ko bodo načrti predstavljeni bolj podrobno. Ali je sezona, v kateri je Tadej Pogačar dosegal kar 25 zmag, sploh ponovljiva? Slovenski as na te uspehe ne gleda statistično, pač pa za svojo zbirko lovi tiste zmage in cilje, ki na seznamu še manjkajo.